Jan Pancar je v razredu MXGP na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu na veliki nagradi Finske osvojil 18. mesto. Anže Grmek je vozil na prvi finalni dirki svetovnega prvenstva v Speedwayu za mladince do 21 let. Mladi motokrosisti Slovenije tekmovali v Franciji na svetovnem prvenstvu za mladince. Enej Krševan je v Franciji vozil tretjo dirko Evropskega prvenstva cestno-hitrostnih motociklistov razreda Moto2. AMZS, center varne vožnje na Vranskem, je gostil tretjo dirko državnega prvenstva v kartingu. Domen Gračner je bil v Rigi v Latviji na dirki Evropskega prvenstva v Speedwayu na 125-kubičnem motorju. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Dirka svetovnega prvenstva v motokrosu je bila na Finskem. Tekmovanje na progi Kimi Ring, edinemu slovenskemu predstavniku na dirki Janu Pancarju, ne bo ostalo v lepem spominu. Mehka podlaga, pretežno iz mivke, nikakor ni po njegovem okusu in v sobotnih kvalifikacijah je zasedel 17. mesto. Izhodišče za nedeljski vožnji ni bilo idealno. V prvi se je skušal po štartu v ospredje prebiti po zunanji strani, a so ga tekmeci izrinili s steze. Zapletel se je v mehki in blatni mivki ter izgubil ogromno časa. Za nameček mu je nato začel nagajati še motor in v četrtem krogu je z gromozanskim zaostankom odstopil, a vseeno zasedel 20. mesto. Vožnjo je sicer zelo suvereno dobil Belgijec Lukas Kunen. Za drugo vožnjo je Pancar zamenjal motor, ki mu je v prvo nagajal z elektriko. Štartal je bolje, izognil se je zapletom v prvem ovinku in sredi prvega kroga prišel do 10. mesta. Vendar ga ni uspel zadržati, saj so se linije v mehki podlagi na progi vse skozi spreminjale. Pancar pa v takšnih razmerah preprosto nima dovolj treninga in izkušenj. Vseeno se je do konca boril po najboljših močeh in v cilj pripeljal na 13. mestu. Vnovič je bil najboljši Lukas Kunen, ki je slavil tudi skupno zmago na dirki. Pancarju je na dirki pripadlo skupno 18. mesto. V skupnem seštevku razreda MXGP za svetovno prvenstvo je Gajser 9., Pancar pa 14. Malila na Švedskem je gostila prvo finalno dirko svetovnega prvenstva v Speedwayu za mladince do 21 let. Med 16-terico voznikov je bil tudi Anže Grmek. Mladi speedwayist, ki je član AMTK Ljubljana, tokrat ni imel svojega dne in je na koncu zasedel 15. mesto. Z dirko v Malili seveda ne morem biti zadovoljen. Po kvalifikacijah na stadionu Dakarna je kazalo, da bi se lahko uvrstil bistveno višje. Saj se je proga spremenila in mi v bistvu nastavitve iz kvalifikacij niso dosti pomagale. Fine nastavitve motorja in motocikla so bile tokrat zelo pomembne. Ko smo v tretji rundi približno ujeli nastavitev, v četrti rundi izpilili, pa se na to ulil dež in proga se je spet čisto spremenila in je bilo spet v bistvu samo štart in ena linija. Niso pa bile nastavitve edini razlog končne uvrstitve na repu lestvice. Imel sem tudi dokaj slabe štarte, tako da sem se mogel prebijati od zadaj, kar mi tudi ni dosti pomagalo in ni bilo veliko linij, tako da je bilo prehitevanje težko. Za nameček je Grmek v svoji zadnji vožnji celo padel. K sreči jo je odnesel brez poškodb. Vožnje na Švedskem mu niso zbile morale. Gremo naprej z dvignjeno glavo, borimo se, še 2 dirki sta. Zmagal je branilec naslova svetovnega prvaka v tej kategoriji, Poljak
Viktor Pžijemski. Drugo mesto je osvojil Danec William Dreyer, tretje pa še en poljski voznik Kevin Malkijevič. Naslednja dirka bo 1. avgusta v Rigi v Latviji. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Francoski kraj Romanje je gostil svetovno mladinsko prvenstvo v motokrosu, na katerem so pod vodstvom selektorja Saša Kraglja tekmovali tudi 4 slovenski vozniki. V razredu MX65 si je Vitrus v kvalifikacijah priboril status prve rezerve. Kljub temu je po odpovedi enega od voznikov dobil možnost za dokazovanje v finalu. V prvi dirki sem v bistvu slabo štartal, pol sem nekaj sred dirke z oranke dež padel in mi je pol kapica v svečke dol padla, zato mi je motor crknil. Zaradi padavin je bila proga zelo težka za mlade upe motokrosa in so na njej izpeljali le eno vožnjo. Pa še to so prekinili in upoštevali rezultate po zgolj 4 odpeljanih krogih. Rus je tako osvojil skupno 36. mesto. Zmagal je Američan Kenon Zabojnik. Kaj Goleš in Alex Novak sta tekmovala v razredu MX85. Goleš je v kvalifikacijah prišel do statusa druge rezerve, a ni dobil priložnosti za vožnjo v 2 finalnih nastopih. Novak pa je s tekmovanjem končal v kvalifikacijah. Svetovni prvak je sicer postal domači voznik Rafael Menilo. Si je pa 2 finalni vožnji skozi kvalifikacije privozil Lukas Osek, ki je vozil v razredu MX125. V zelo zahtevnih razmerah je imel na progi obilo smole, zato je ostal v ozadju. Zdaj nisem najbolj zadovoljen, v prvi vožnji sem imel padec na štartu, nato sem se prebijal iz zadnjega mesta, na polovici tekme sem ostal brez očal in sem dobil zelo veliko zemlje. To ga je močno oviralo. Podobne težave pa je imel tudi v drugi vožnji. Na koncu je skupno zasedel 34. mesto. Naslov svetovnega prvaka je pred domačimi navijači osvojil še en francoski voznik, Mano Ford. Dirkališče Nevers v Manicuru v Franciji je bilo prizorišče 3. dirke Evropskega prvenstva cestno-hitrostnih motociklistov razreda Moto2. Na motorju italijanskega moštva Team Chiati Boscoscuro je tekmoval tudi Enej Krševan. V prvi vožnji je osvojil 15. mesto in novo točko za skupni seštevek, v drugi pa je žal odstopil. Po 3 od skupno 7 načrtovanih dirk se s 7 točkami v skupni razvrstitvi nahaja na 20. mestu. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Tretja dirka državnega prvenstva Slovenije v kartingu je bila na Vranskem v AMZS centru varne vožnje, kjer so jo organizirali člani AKK Sportstil. Ker je štela tudi za točke centralno-evropske cone in državno prvenstvo Avstrije, ter hkrati za pokal Sportstil, so na dirko prišli tudi vozniki iz tujine, ki so lepo zaostrili konkurenco. V razredu mikro je bil najboljši Timon Grgič, ki se je imenitno znašel na stezi, ter tekmecem ni dovolil, da bi ga tokrat ugnali. Ja, mogoče sem imel štarti skrbel, pa da ne bi spet delil motorja. Je na kratko ocenil nastope zmagovalec, ki je prvi tudi v skupnem seštevku 3 dirk državnega prvenstva. Drugo mesto si je tokrat privozil Žak Kranc, tretji pa je bil Renej Štokl. Razred mini je bil tokrat v znamenju Neli Štrajhar, ki je iz vožnje v vožnjo pogumno drvela po ovinkih in ravninah končni zmagi naproti. Bilo je vroče in si se kar potil in pol, ko si prišel dol, nisi vedel, kaj bi počel, kaj je bilo tako vroče.
Vseeno je to ni pretirano oviralo in vknjižila je prvo letošnjo zmago. Z njo je na odru za zmagovalce na drugem mestu stal še Filip Ferk-Žerak, sicer zmagovalec prvih 2 dirk v sezoni državnega prvenstva. V razredu junior je bila znova zelo izostrena konkurenca mladih voznikov, ki so poskrbeli za zanimiv in privlačen razplet. Najboljši je bil tokrat Maj Rakuša. Moj domačni nastop bi ocenil za kar dobro, saj je bil setup dober, karting je bil dober, super je bil. Je bil zelo zadovoljen zmagovalec, ki mu je malce pod narekovaji pomagal tudi Nik Brecelj, saj je bil v prvi vožnji diskvalificiran. V prvi dirki sem bil diskvalificiran zaradi svečke in sem moral štartati zadnji in sem prišel drugi. Drugo mesto na zmagovalnem odru je bila za Breclja tolažilna nagrada. Tretji pa je bil tokrat Angel Frančeškin. Tudi v razredu Rotax Max je bilo na progi vse skozi zelo zanimivo. V skupnem seštevku 3 voženj dneva je največ točk zbral Maj Sadar. Po kvalifikacijah sem bil kar skeptičen, kako bo sam vikend šel, ampak že po prvi dirki je šlo vse tako, kot mora iti. Sadar je tako stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra. Na mestu številka 2 je bil Nik Trobec, tretje mesto pa je zasedel Jure Levar. Razred DD2 je bil vnovič v znamenju Dimitrija Mlakarja, ki je na Vransko prišel v vlogi favorita in to vlogo tudi opravičil. Skrbelo me praktično skoraj ni nič, ker sem vedel, da imam hitrost in upal sem na najboljše. Tudi problemi v zadnji vožnji ga niso vrgli iz tira. Nekaj težav sem imel v zadnji dirki z motorom, a jih je uspešno skril ter se veselil skupne zmage na dirki. Drugo mesto je ob koncu dneva zasedel Taj Kovačič, na tretjem pa je pristal Taj Šiler. Riga v Latviji je gostila dirko Evropskega prvenstva v speedwayu za mlade voznike na 125 kubičnih motorjih. Med prijavljenimi za tekmovanje je bil tudi Domen Gračner. Mladi slovenski up speedwaya je na opoldanskem treningu žal padel in se potolkel ter ni bil sposoben voziti na dirki, na kateri se je z naslovom evropskega prvaka okitil domači voznik Andrzej Smulkevič. V nadaljevanju. V Mülsnu v Nemčiji je bila na sporedu druga dirka tekmovanja FIA Academy Trophy, na kateri je vozil Nik Brecelj. Nagy Tarča na Madžarskem je bila prizorišče tretje dirke Evropskega prvenstva v enduru, Gal Hauptmann dvakrat tretji. Slovenija je v Daugavpilsu v Latviji osvojila 6. mesto na finalni dirki Evropskega prvenstva parov v speedwayu. Dirkališče Pannonia Ring na Madžarskem je gostilo 5. dirko državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Mülsen v Nemčiji je bil druga postaja tekmovanja FIA Academy Trophy v kartingu, na katerem letos slovenske barve zastopa Nik Brecelj. Mladi voznik, sicer član AMD Šlander Celje, je bil v vseh kvalifikacijskih vožnjah pri samem vrhu, kar mu je prineslo prvi štartni položaj v finalu. Ta se mu ni šel po načrtih in željah, saj je podobno kot na prvi dirki v Valenciji znova osvojil 18. mesto. Zadnja preizkušnja tekmovanja FIA Academy Trophy bo sredi oktobra v Italiji. Gal Hauptmann, Nik Podobnik in Nace Jelenc so se udeležili tretje dirke Evropskega prvenstva v enduru, ki jo je gostila Nagy Tarča na Madžarskem. Hauptmann je v razredu Junior 1 vnovič potrdil, da je izvrstno pripravljen. Cel dan se je v bistvu spremljala vročina, speciali so bili kar zluknjeni, bilo je veliko praha, tako da je bila kar vidljivost malo težena.
A to mu ni povzročalo večjih preglavic. Vozil je zbrano in hitro ocenil tudi tekmece. Razlike niso velike, s fanti smo kar skupaj. V ostri konkurenci so odločale malenkosti. Hauptmann si je ob koncu dneva privozil 3. mesto. Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Malo mi je škoda tistega začetka, prvi krog, prve dva, ki bi bilo malo bolj pritiskal. Tudi drugi dan tekmovanja so razliko med tekmovalci delale podrobnosti. V prvem krogu, na prvem specialu sem naredil 2 napaki, 2 padca. V enem padcu sem poškodoval šajthebelj, tako da v bistvu sem vozil s poškodovanim šajtheblom, ampak ja, uspel mi je v bistvu ponoviti rezultat od včeraj, s katerim sem zadovoljen. Še eno 3. mesto je zagotovo spodbuda, da odločno nadaljuje s treningi ter čaka nove priložnosti za dokazovanje. Prav mi je edin teh padcev, kateri sem oddalil od boljšega rezultata, da smo bili res v bistvu skupaj s tekmovalci. Nik Podobnik se je preizkusil v razredu Junior 2 in imel oba tekmovalna dneva kar nekaj težav. Napake in padci so mu na težkih testih preprečili, da bi posegel višje. Dvakrat je na koncu dneva zasedel 11. mesto. Nace Jelenc je vozil v mladinskem razredu. Prvi dan je končal na 10. mestu, drugi dan tekmovanja pa je bil na koncu 12. Slovenska reprezentanca v postavi Anže Grmek, Matici Vačič in Denis Štojs je pod vodstvom Gregorja Aronška nastopila na finalni dirki Evropskega prvenstva parov v Speedwayu v Daugavpilsu v Latviji. Proti reprezentancam Finske, Francije, Danske, Češke, Poljske, Velike Britanije in Latvije sta Ivačič in Grmek zbrala 14 točk, kar je na koncu prineslo 6. mesto. Naslov evropskega prvaka so ubranili Danci, drugi so bili gostitelji tekmovanja Latvijci, tretji pa Čehi. V življenju so pomembni trenutki, ki jih preživimo s prijatelji, s takšnimi, ki kljub dirki ne pozabijo na tvoj rojstni dan. Vse najboljše, Aleš Brzin. Dirkaški konec tedna se je začel s packarijo in veliko smeha, vendar ko je v državnem prvenstvu v cestno-hitrostnem motociklizmu šlo zares, je smeh zamenjala resnost. Na stezo so prvi zapeljali dirkači razreda Superbike in bilo je vroče, zelo vroče. Brzin je namreč lovil zaostanek v skupnem seštevku za Borisom Kogovškom, ki je dobil kvalifikacije, nato pa še 10 krogov dolgo dirko. Sem rekel, enkrat treba probati tiste svoje meje, kje so, kako se dejansko telo potem na to odzove in sem videl, da so fenomenalni občutki, tako da zdaj bomo borbali naprej do konca. Vendar ni šlo tako zlahka, kot se sliši. Celotno dirko so bili Kogovšek, Brzin in Enej Logar skupaj, eden za drugim se borili in na koncu skoraj končali na tleh. Dirkaški incident se je zgodil v zadnjem ovinku 2 kroga do konca, na srečo pa se je vse dobro izteklo, še najbolje za dirkača iz Sinje Gorice. Bilo je mečkan, ja, dejansko je bil vstop na ciljno ravnino, je za Superbike, bom rekel, drugačna linija, kakor je Enej pelov, ker pač on dejansko vozi v prvenstvu za Supersport 600. Tako da sem jaz to izkoristil in sem po svoji liniji pripelil, sam žal hitrost naredi svoje, mečkan je bil rahel trg, hvala Bogu, ni bilo nobenemu nič, odpeljali smo do konca, tako da vsi živi in zdravi, to je bistvo. Oba sta se sočasno znašla na istem mestu, v istem trenutku. Alpe Adria pa to dirkam, tam pač ko zadnjo venk imaš lahko 100 linija, ne. In lahko, da tam na začetku primeš, na koncu primeš in pač ja, to se zgodi. V Alpe Adria se zmeraj tam projektujemo, sem pač ja, si pa pustil malih kakšen centimeter malo več prostora. Dirkač na barviti Yamahi je osvojil pomembne prvenstvene točke, ki so lahko v boju za prvaka na koncu sezone ključnega pomena.
To je pa pač, bom rekel, to je pa tista nagrada, ki jo na koncu dobiš. Se pravi, če delaš iz srcem v življenju, uspeš na marsikaterem področju. Najbolj pomembno je, da so v garaže zapeljali vsi živi in zdravi, toda saj Idrijec v garaži ni ostal dolgo, saj je po zdaj že tradicionalni navadi nastopil tudi na dirki razreda Super Sport 600. Ta dirka po razborljivosti ni tako izstopala kot prva, kljub temu je Logar 10 krogov dolgo preizkušnjo odpeljal na polno. V cilju je slavil novo, že tretjo zaporedno in skupno 4. zmago v sezoni. Super sport pa klasika. Prve 3-4 kroge naredil razliko, do tekmecev držijo v razdalji do konca 25 pik, tako da to je najbolj važno. Drugo mesto si je zasluženo pripeljal Benjamin Bele, tretji je bil David Vodišek. Do konca sezone državnega prvenstva sta še 2 dirki. Konec avgusta se dirkači vračajo na Slovaško, zaključek sezone pa bo tradicionalno v začetku oktobra na Grobniku. Po 5 letošnjih preizkušnjah v boju za naslov prvaka v razredu Super Sport 600 najbolje kaže Enej v Logarju. V kraljevem razredu Superbike pa vodi Boris Kogovšek, ki ima 23 točk prednosti pred drugouvrščenim Alešem Brzinom. Do konca sezone jih je na voljo še 50. V sredo 20. avgusta bo v Pardubicah na Češkem tretja dirka državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih. V nedeljo 24. avgusta bodo člani AMD Domžale v AMZS centru varne vožnje na Vranskem pripravili 4. dirko državnega prvenstva Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Prav tako v nedeljo 24. avgusta bo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem 4. dirka državnega prvenstva v trialu. V nedeljo 31. avgusta bo na ovalu v Petišovcih športno društvo Speedway Team Lendava organiziralo dirko za državno prvenstvo Slovenije v Speedwayu. V nedeljo 31. avgusta bodo na dirkališču Slovakia Ring na 6. dirki sezone organizaciji društva 2N Race hrumeli motorji v državnem prvenstvu Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu.